pol pri 16 km je že bilo zelo slabo, pri 27 sem končal in potem 5 dni nisem mogel hoditi. Ne. Trpljenje je iti na vertikal na polno, pa trpljenje je iti na cesti na polno, ampak je zelo, zelo različno trpljenje. No. Sem bil kar presenečen na koncu, tam na 20 km sem ga pred seboj videl. Ne. Nisem vedel, da je on, pa mi ni bilo jasno, kdo zdaj to je. Ne. Vse sem dal od sebe in sem imel 27 minut 30. Pa sem imel, ok, v redu, super čas, potem pa pride tekma, pa grem prav tako na polno, pa je 25-30, ne. Se je zdaj porodil želja za naslednje leto, ne, ker zgleda, da bi pa mogoče lahko bil veteranski svetovni prvak. Spoštovani, dragi in tako naprej, november je tu, vreme primerno za tek, morda se da mojemu današnjemu gostu teči več. Z mano je Tadej Srdinšek. Tadej, živijo. Živijo. Kako se naglašuje tvoj priimek? Ma si kar prav, Srdinšek. Kar vedel, da si zadev. Srdinšek, mislim, čakaj, ti ni iz Maribora, ti si iz Ptuja, a drži? Tako, jaz sem iz Ptuja, v osnovi. Zdaj sem preseljen v Maribor, smo ženo skupaj. Tako da, mogoče bo tisti, ko so bolj z tega konca, bojo zaznali v govoru, da nisem Mariborčan. To so te nianse, ja, mislim, Ptuj ti je blizu, ti je lepo mesto, si rad živel tam, imaš lepe spomine, imaš? Zelo lepe, tako se spominjam otroštva pa vsega. Moram reči, da sem imel kar sreča. Ni mi bilo hudega na Ptuju. Zdaj, ko si šel v malo večje mesto, štajersko prestolnico, zdaj prednosti, slabosti mogoče, a ne pa čistko, tudi če Štajerci to poslušate, pogovarjava se, ne, to ni kritika, ne, ja, to ni kritika. Ja, ne vem, jaz bolj vidim prednosti, no, živim pod Pohorjem, tako da, ni lepšega zame, veliko boljše kot na Ptuju. Imam do vrha, tu do Belvija, imam čisto malo hitreje stopim, 40 minut, tako da zmaga. Sploh ne vem slabih strani. In to je tvoj poligon za, recimo, redne treninge, ali kako? Ja? To je moj poligon. Koliko pač redno treniram. O tem bo še kakšno malo kasneje rekla, ker mi je všeč, tvoja konsistentnost mi je všeč, ne hecam se, ampak mislim, ja, všeč mi je tvoj, tisto, da ne objavljaš vsega na Stravi, najbrž treniraš več kot tisto, kar je na Stravi, bo v tem kasneje boš bolj povedal, zdaj le me zanima ena stvar, svež si, še topu si, iz Morbenja si prišel, ja, prvič premierno si nastopil tam na štafetah, kako je bilo, povej mi. Pa super je bilo. Italijani res dobro organizirajo, vreme je bilo neverjetno. Proga je tudi zelo zanimiva, zabavna, pa tudi ekipa je bila čudovita. To so sami super tekači, sami super ljudje in smo se imeli, zelo mi je všeč. Do zdaj vse, kaj sem bil z reprezentanco, sem zelo užival in so to neprecenljive izkušnje. No. Kdo je sestavil ekipo, kdo vas je vpoklical? Ja, v bistvu nas Boštjan spokliče, ne? Torej selektor, zraven pa sta šla Tomo Šarf pa Edvin Kosovel. Je pa tak, ne, da pač odvisno, kako imajo drugi tekači, tudi kako so zasedeni, ne, včasih so bolj prvokategorniki, včasih bolj drugokategorniki, ampak smo bili res tokrat super ekipa, no. Je bilo fajn, poleg mene med fanti so še bila Tine Žižmon pa Jaka Bosner, punce pa sta bila Lucija Krkoč, ne, ko tako vsi poznamo, pa Klara Močnik, ko sta res odlično tekle in sta bile dejansko drugi. Izvrstno, ja, izvrstno. Klara je bila celo prva do 23, Lucija pa je bila druga, mislim, da skupno. Mislim, ženski gorski tek, pa tudi moški gorski tek je izjemen. Premalo govorimo o tem, ker veliko govorimo tudi o trailu, po cesti, pa gorski tek, spoštovane, Venčeslav Japelj mi je o tem povedal marsikaj, par tednov nazaj, ti si poslušajte, če vas zanima, pokal gorskih tekov še kar živi, a ne primorskih, tudi ti si večkrat tam prisoten, ne vsakič, no, ampak na pomembne tekme pa greš, a ne? Ja, no, bi želel tudi kako več iti, ampak družinske obveznosti tega ne omogočajo, no, v začetku leta sem
predstavil svoj koledar želja, potem pa smo šli še z ženo pa hčerko skozi, pa smo ga malo klestili. Se pravi, Sej, dobro, da smo ga, ker potem je prišla še reprezentanca zraven, tako da je spet bilo kaj zraven njena povedanega, pa sej tudi sam veš, ne. Zmeraj se treba prilagoditi tudi družinskemu življenju in ne moreš samo gledati, kaj bi sam šel, ker tekači smo. Ne vem, kako so drugi športi, ampak jaz, ko pač vidim tekmo, bi kar šel, ne. vse nas vleče ven, ja. Potem imamo, Ja, hvala Bogu, žene, ki nas malo vlečejo nazaj, a ne. tako, tako. Ampak jaz imam rajš to, a ne, da imam preveč možnosti, kot da bi jih imel premalo, no, ampak da bi se Mhm. dolgo času, pa ne bi vedel, kaj početi sam s Ja, sabo. No, ja, tako da. ja. Čeprav pač ti primorski gorski teki so mi zelo všeč, organizacija je super, tako da zelo rad grem, ne. Malo daleč je, ko grem, mi gre skoraj cel dan, zato pa pač zberem, da grem tiste, ko so mi moče bliže, bolj pri srcu. Je pa že lani in letos je bilo, da sem še kakšne 3 zraven nameraval iti, pa je potem ali kaj drugega prišlo vmes, ali kakšna poškodbica, pa se nisem mogel ravno vsega udeležiti, ampak sem zadovoljen, no. Vzamem, kaj življenje ponuja. Mislim, všeč mi je, mislim, že prej sem se pogovarjala, pa imaš tako, se mi zdi optimističen, pozitiven pogled na življenje, ker je sigurno dobro tudi v gorskem teku, ko pluvaš pljuča ven, a ne pa ti kri teče z ušes. Takrat je fajn, da si vsaj malo Ja. pozitiven karakter. Ampak da ste ugotovili, drage dame, dragi gospodje, ni samo gorski tekač, je gorski tekač reprezentant, evo, kljukca, Tadej Sredinšek, Štajerc iz Maribora, sicer Ptujčan, ampak no, letos je bil kar na 2 svetovnih prvenstvih, na veteranskem in na članskem, a je tako, pa Mhm. državni prvak veteranski je v gorskem teku v absolutnem pride med 3, če je treba, tudi z lahkoto, pa še več, a ne, to ne boste verjeli. Gre v Radence na državno prvenstvo v polovički, ker imamo danes res izjemno kvaliteto v Sloveniji, pa tudi pride med 3, a ne, Mhm. samo za medvedom in kobetom, tako da človek je vse stranski. Lahko bi mu rekli, novi Mitja Kosovel, evo, tako, tudi v tem bo To kakšno pa ne. rekla. To pa ne. Sicer pa ne knjižničar, dela pa v Izumu, ja, skrbi pač za uporabniško izkušnjo in vse ostalo. Tisti, ki si sposojate knjige, pa uporabljate za to kakšen spletni softver, ali pa ste v knjižnico iskati kakšno knjigo na tisti terminalček. Ja, pa če imate težavo, pokličete in najbrž se bo oglasil Tadej, a ne, in vam rešil to zadrego. Sicer ja, človek ima družino, je zaposlen tudi to zadevno in še kakšen drug talent, nekje sem videl, da si keglov, a je to res, da si Ja, tudi kaj glas sem bil, ja. tudi keglač je bil, a ne, kaj ostalo bom še ugotovila sproti. Greva nazaj k tvoji stravi, to sem pogledal, bom po linku spodaj, sem bil presenečen, ja, da sorazmerno malo kilometrov si naredil, zdaj ne vem, ali beležiš vse stravo, ali kaj tudi spustiš mogoče, da pač konkurenco a ne pretentaš, a ne. Ali je pač to tvoj trening je tam gor in to je to. Na stravi imam, bi rekel, da skoraj vse teke, no. Če ga ga skrijem zato, ker sem poškodovan, pa pač javno povem, da sem poškodovan in potem tudi, ko smo poškodovani tekači, včasih moraš, ne, je kakšna tekma, pa moraš malo potrenirati, pa da ne pol izpade, ne, govori poškodovanje, pol pa teče, tako da tu kakega, ampak načeloma 99% je vse na stravi, nič ne skrivam. Mislim, ne zdi se mi smiselno. Vem pa, da je potem težko verjeti, ker res ni veliko na stravi. Ampak vse pol gor plačam, no, vse, kaj premalo treniraš, potem, ko greš na tekmo, pa daš vse od sebe, pridejo poškodbe, tako da se pol s tem bolj mučim, no. Letos sem tudi imel, pomlad je bila v redu, potem od maja, junija dalje pa imam skozi kaj. Je pa tako, kot sem rekel, ne, kronično podtreniran, ali zmanjka časa, ali imam prevelike želje, kaj bi želel iti, ne, na katere tekme. Pa se zgodi, mala tu poškodba, mala tam in nikoli ni optimalno. Je pa res, da tudi moram prilagajati. Namreč 2022 oziroma 2023 sem imel operacijo, sem imel to Haglundovo deformacijo, in še zmeraj se tu, ko se narašča na petnico tetiva, mi zateka.
Tako da, če bi že, niti ne morem vsak dan teči, ker mi potem zateče. Ne. Torej, dva dni zapored, če mogoče gre 3 dni, ampak če bi pa imel daljše teke, 4-5 dni zapored, pa mi oteče in moram dati pol dva dni mir. Tako da, optimalen trening za mene bi bil, ne, da imam en dan kolo, en dan tek, po zimi mi to uspe, ko je trenažer, pa tema, pa res z lahkoto na kolo, poleti pa je potem malo težje, pa je kak tek več, ampak še zmeraj pa je to, ko je na stravi, no. Ne treniram več in vem, da zgleda malo hecno. No, jaz poznam ogromno rekreativcev, res ogromno, ne, ki bi te nesli tako z višinci kot s kilometri. Ja. Očitno, ne, dragi rekreativci, ste vsi pretrenirani, ne, ker noben od vas ni reprezentanci. Pika, konc. To zdaj hecam, seveda, ampak Haglundova peta, zoprna stvar. Poznam ljudi, ki so si dali to operirati, včasih je bila to zelo radikalna operacija, zdaj mačkan lažja pa vse, ne, to ti razprejo tisto mišico pri ahilovi tetivi, tam ti dobesedno Ja, brusijo. malo drugače je, Povej. namreč, kje greš. Zdaj, čist tak, ne, zakaj je prišlo do Haglundove deformacije, ker sem pretiraval. Ne. Torej, tudi jaz sem pretiraval, zato morda zdaj teče malo manj. Tam 2021, na prehodu iz 2021 v 2022 sem res premalo počival, preveč treniral. To je izgledalo tako, da sem šel, korona je bila, ne, smo imeli še delo od doma. In je, ko sem jaz ob pol štirih zaključil 8 ur sedenja za računalnikom, sem tekel na Pohorje, ne? Na polno, brez ogrevanja, brez vsega, ne? Na maksimalno trip. Pridem nazaj dol, pojem kosilo, se malo spočijem, sem šel zvečer ob 10 na trenažer, 1 uro, maksimalno, polno trip. In sem to delal, ne vem, 5krat na teden. In ravno zaradi tega pretiravanja je prišlo do te Haglundove tetive, ko sem se potem mučil dejansko leto pa pol s tem, da sem ugotovil sploh, ne, kaj je. Pol še operacija, pa še 1 leto, da sem k sebi prišel, tudi 2024, ne, pač lani so se začeli boljši tekaški rezultati, operacija je bila v začetku 2023. No, želel sem pa povedati, da je razlika v Sloveniji še vedno to tako drastična operacija, še zmeraj ti ali razpnejo to tetivo, odrežejo, ali ti peto režejo. Jaz pa sem šel na Hrvaško, ker sem slučajno zvedel od strica, od žene, da je en triatlonec imel enako stvar in tam to naredijo laparoskopsko. Tako da v bistvu ti grejo notri s tistimi, s tistimi 2 kamerama, pa 2 sondi, pride zjutraj, greš normalno notri, čez 5 ur greš sam ven, dajo ti bergle in greš ven. In načeloma, če si profesionalec, pa imaš to fizioterapijo, pa vse, kot je treba, si v kakem mesecu si nazaj v polnem trenažnem procesu. In je res super zadeva, ne? Ni to taka groza, pač mi rekreativci, ne, ko nimamo te podpore, pa ne delaš vaj, tako bi moral, traja malo dlje, tako da jaz recimo, da zdaj po kakem letu je pol bilo boljše, ampak kot sem rekel, še zmeraj mi oteka, ne vem, ali je to mogoče ni bilo vredno narejeno, ali kaj, še vedno zmeraj moram paziti, je pa to veliko, veliko boljše, kot če greš na operacijo v Sloveniji. Tako da, če ga to muči, pa ne, ve, da ima to deformacijo, toplo priporočam, ker tega ne delajo v Sloveniji, dejansko te operacije v Sloveniji ni. Lahko daš na pač na Zavod za zdravstveno zavarovanje prošnjo za povračilo in ti 80% cene operacije ti povrnejo. Moraš si sam plačati, samo plačniška. Jaz sem dal za obe nogi 2400 takrat, pa sem dobil jurja 800 nazaj od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tako da moraš sam nekaj vložiti, še zmeraj pa, kot smo prej že govorila, ne, imamo tako zdravstvo, da ti nekaj povrne in so te možnosti. Je pa res, da moraš to pol sodelovati z osebnim, pa marsikateri osebni tega ne ve. Tako da ste zdaj tukaj slišali, da so boljše opcije kot tista drastična operacija, ki potem samo, da spet shodiš, je pol leta, pol pa da še začneš trenirati, če kako leto. Ne predstavljam si tega. No, za tisto se ne bi odločil, tistega ne bi naredil. Noro. Ja, poznam
tekača, mislim, da je tudi Miro Režonja je bil moj gost, je v tem, so ga leta nazaj že rezali. To je res, mislim, dobesedno obležiš, dobesedno si invalid Ja, ja. in potem, da se tisto zaceli, da se to zaraste, nikoli nisi več čisti, čisto res, a ne, mislim, Tako, skoraj tako, tako. kot da bi si ahilko strgal, no, mislim, noro. Tako da zdaj veste, evo, podučeni ste, Sredinšek vam je dal, da ne boste hodili samo zobe popravljati na Hrvaško, ja, zdaj tudi bolj pomembnejše stvari si lahko tam Mislim, naredite, ja, tako. me čudi, zakaj tega v Sloveniji nihče ne dela, ne? Zagotovo Zanimivo, zanimivo. bi se dalo, ampak sej je Hrvaška tako blizu, da na srečo gre. Je pa verjetno zdaj vse skupaj dražje, ne? 3 leta kasneje, po moje, kar šlo, so šle cene gor. No, si predstavljam, da ja, ampak vseeno, no, za Mm. tako razliko, a ne, v tem, da V si ti kvaliteti življenja mobilen, ja, pa tako, teka, ja. Posebej, Uh, če si tekač, ja. Pa dejansko nič mi niso, ne, niso tetive, se sploh niso dotikali, samo pobrusili so tisto odvečno klasifikacijo in je to, ne vem, jaz sem zadovoljen. No. Je pa res, da tudi po taki manjši operaciji nikoli ni isto, ne. Vsaka operacija ti spremeni in se moram skozi s tem ukvarjati, pa pač se naučiš, kak s tem delati, ne. Je pa spet, imamo vsi enako težavo, ne. Raziskovati in podočiš se o poškodbi narave poškodbe, ko si si že pridelal. Ne? Tako da, nažalost, zdaj, moj nasvet je za tiste, ko moče se s tem spopadajo, to smo se tudi na svetovnem z Žanom Žepičem pogovarjali, da eno so tiste akutne poškodbe, ko se nekam, ko si gležen zviješ, ko se kam vdariš, ne? Tisto je eno, tisto pač počakaš, pa je pol vredo, drugo pa so te kronične, ko te nekaj boli, ko te nekaj v koleno špika. Če te nekaj v kolenu špika več kot en teden, je to nek znak in se moraš ustaviti. Tudi mene, takrat, ko se mi je to zgodilo, sem imel, tako sem pretiraval, da zjutraj, ko sem se vstal, me je stopala, me je od palca, pa vse spodaj, celo stopalo do pete, me je tako rezalo, mogel sem dejansko 10 minut hoditi, Da si da sem se pogrel, pa, segrel in je bilo vredno. In sem si rekel, ja pa vse, koliko si segret je vredno, vse to nič ni, ne. Ja, seveda je, telo mi je 2 meseca že govorilo, da pretiravam, ne, da bi mogel se ustaviti, pa se nisem. Tako da, ko vam telo govori vsak dan znova in znova, nekaj ni vredo, poslušati, pa tudi, če se ne staviš kakega povprašati, ne vem, prijatelja, tekača, zdravnika, kaj bi to lahko bilo, da se staviš, preden je potrebna operacija. No. pa delajte vaje, draga publika, Pa delajte vaje, vaje. seveda. Mhm. Jaz tega ne znam, pa se bom enkrat mogel prisiliti, ko bo prepozno, seveda. Mislim, a si pol delal rehabilitacijske vaje, kaj pa tako naprej. Ja, vse to je to, ja. Saj zato je tako dolgo trajalo, tudi jaz tega ne maram. Pa, to je tisto, ko bi mogel najbolj delati, si rekel, aj ne, še preveč me boli, pa se pač ne, se zavleče ta rehabilitacija malo dlje, ampak se to je, po moje, večina nas je takih, Imamo to vsi to tisto, kaj bolezen radi skozi, ne. počnemo z lahkoto, ne, teč gremo z lahkoto, tisto, kaj pa ne, kakšne vaje za moč, kakšne druge stvari, pa potem peša, ampak vse gor plačamo do konca. Ja, točno to, ja. Pač Ja, rinemo, dokler gre, pol tako. zatletimo, pol pa še enkrat znova, no, kakorkoli, ne. Ampak delajte vaje, vi pa delajte vaje. Delajte, vsekakor delate vaje, pa nikoli ni prepozno. Evo, če sem lahko jaz posebej pri 38 v reprezentanci, pol to drugi je tudi lahko. Ne? Zdajle, vse tiste dame, mladenke, ki to gledajo, reče, kaj, Sredinšek je 38, če izgleda kot študent, a ne? Ja, to so tudi geniji, a ne? Mislim, res, a ti kdo rekel že, da izgledaš mladostnejši kot si, oziroma da ti ne da tvojih 38? Ja, to kar je, ponavadi je tak. Še kar, nimam kaj dosti brade, pa tako sem malo bolj mlečni, kot bi rekli pri nas. Ampak, mislim, to lažje si pol v reprezentanci, več, a ne? Ja, saj. Hvala, pol presenetim. To Ampak, je ravno Jaka je zdaj rekel, ko smo bili v Morbenju, da je mislil, ne, da pri 33, da prvič v reprezentaciji, da je že star, pa to, da je pa prijem jaz zdrav, pa rečem 38, pa rekel, sploh ni problem, še malo časa, koliko hočeš. ja, da bo še kakšen 45-letnik prišel, pa konec. Ja, Ampak, tako. mislim, danes gre, draga publika, se veste, ne, nikoli ni prepozno, pri 40 se šele v bistvu začne. Ne, pogledajte slovensko sceno, gorsko, cestno, trail, kjerokoli, pogledajte svetovno sceno, pogledajte 50-letnike, ki zmagujejo na tekmah svetovnega pokala, pa vam bo vse jasno, da ja, ni zgovorov. Pejte ven, delajte vaje za moč, pa lapajte v klanc.
Tadej, kako si se ti pravzaprav znašel v teku, no to me zanima, ne, pač, ko si bil še bolj mlad, kot si zdaj, oziroma ko si izgledal pač kot 15-letnik ali kako, ne, hecam te mal, ampak zanima me, tvoji začetki tek, kje si našel tek, gorski tek na vse zadnje. Ma tek mi je skozi bil blizu, no. Nikoli nisem se ukvarjal s tekom tak kot tak, ampak zmeraj je bil blizu. Ko sem bil majhen, sem posod tekel, ne zmeraj bos tam v Kicarju, to bo se sosedi spomnili, ne. Do osnovne šole zmeraj bos tekel gor dol, nogomet, karkoli je bilo, sem bil bos, zmeraj sem imel te ideje, da pač lahko tečem, ne. Ampak nikoli pa nisem se s tem ukvarjal, tako da še zelo živo se spomnim, po moje, kakih 15 let nazaj, ko sem se jaz odločil, pač, ne vem, tako dvakrat, trikrat na teden sem šel teč po 8 km. Ne, sem tekel, nisem pa redno treniral, pa sem rekel, jaz bom zdaj maraton tekel, ne. Jaz bom se zdaj odločil, to ni nič takega, grem maraton, pa si tako zastavim, katero traso bi šel. Pa že ko sem začel, me nekaj koleno špikalo, ne. Tu smo spet tam, ne, zdaj, jaz sem se to odločil, jaz grem teč, ni važno me kaj boli, ne. Pol pri 16 km je že bilo zelo slabo, pri 27 sem končal in potem 5 dni nisem mogel hoditi, ne. Zmeraj pa sem imel v glavi, da jaz lahko tečem. Potem, ne vem, sem pa bil ti zmeraj tak, da če je kdo rekel, gremo nekaj, sem bil za akcijo, ne, torej tudi če nisem natreniran, so rekli, gremo na nek tek, gremo na tek. Tako da sem tudi, ne vem, 2016, mislim, da je bilo, smo se v službi pogovarjali, gremo na Ljubljanski maraton in pač v moji navadi, ne, pred Ljubljanskim polnim maratonom, torej 42 km, sem Se jaz razume. imel 2 meseca, v 2 mesecih predtem sem imel vsega sumarno, po moje, enih 100-120 km teka. To je bilo vse. In sem šel na maraton, ne. Pa ne to, ne, jaz imam tiste ideje, jaz grem na maraton, da ga bom pretekel z 5 minut na kilometer tempom, ne. Z takim treningom, ne. No, na 32 km pri Žalah sem tam sedel in se spraševal o svoji usodi, kaj mi je tega treba, ne. Tako da sem prišel do cilja, niti ni bilo tako slabo, 3 ure 38, ampak nisem ga še pretekel, no, sem ga preživel. A, Zdaj gorski tek, konkretno, ko pa sem se res malo bolj resno začel s tem ukvarjati, pa je bilo 2019, tako spomladi mi je stric od žene, tako za hec je rekel, gremo na tek na Grintavec. Na Grintavec, ne, in jaz seveda, ne, ja, gremo, ja, jaz sem za akcijo, ne. V hrib nikoli nisem tekel, vse, kaj sem tekel po ravnem, ne, tu pa tam, rečem, gremo, in jaz tisto, ok, gremo zdaj probat, kako to zgleda tek v hrib. Pa se spravim tu pri nas, tisti, ki so z Maribora, vejo, ko greš do Trikotne jase. Je, mislim, da je 200 metrov višinco, malo več, 2 km po cesti in jaz grem na to tekel, ne. Bom, ja. Po moje, po 200 metrih sem že hodil, sopihal, da je ves mrtev, pogledam, kaj to je, ne. In takrat tisto, to pa mi ni všeč. To mi ni všeč, takrat sem začel bolj resno teči v hrib. In pol, tako kot se rado zgodi, ko to greš večkrat, te potegne, ne. In me je zagrabilo, tako da 2019 pa sem začel resno z tem gorskim tekom. Sem tudi šel pol na Grintavec, to je bila zadnja izvedba. tako. Pač smola je bila, da je bilo slabo vreme, tako da je bilo samo do Koprskega sedla, ampak super izkušnja, ampak tam se je potem vse začelo. Takrat dalje pa v bistvu sem ves čas vsem v tem, pač ne, ko so poškodbe, pa pač poškodbe so me precej stavile, no. Sem 3 mesece ful treniral, pol ne vem, sem si zvil gleženj, 2 meseca nisem, pa sem se spet počasi vračal, pa sem 3 mesece treniral, pa sem, ne vem, sem si prst zlomil, ker sem imel glih boso, ker je bilo glih, sem prebral rojen za tek in sem imel boso noge in sem šel seveda z njimi na Pohorje, ne, pol pa spolnim šusom v korenino notri, je že bil plav prst. Pa tako, ne, pol pa ta Haglundova. Ampak zdaj moram reči, da lani pa letos se je sestavilo, sem malo starejši, že vem, da včasih je treba dati mir, včasih tudi kaki trening, kako tekmo spustiti, pa neka gre. Tako recimo, da se zdaj res s tekom ukvarjam enih 6 let, tako resno, da redno tečem, ko sem zdrav. Prej tega ni bilo, prej so bili samo taki izzivi. A so ti morda rekli, ko si to peto, da operirati, pa to, mislim, ahilka je obremenjena v preteku na klanec, a ne? Mhm. Ti kdo rekel,
Tedaj ne tega več početi. Laufaj ti po ravnem, s kolesom se vozi, ne laufati v klanc, ljuba duša, vse si boš potrgal, nočemo te več le videti, v bistvu te hočemo, ker boš prinesel denar, ampak ne tega početi. Mislim, ne vem, moče zdravnik, fizioterapeut, kdorkoli, da bi ti rekel, ej, tedaj, kaj pa če, ali ne? Ja, je bil en vmes fizioterapevt, ko je rekel, da pač s tako tetivo, da mislim, takrat še nisem vedel, da imam Haglunovo, to šlo predtem, ne? Že predtem eno leto sem se s tem ukvarjal, sem veliko časa pa denarja za to porabil, ker kar težko je priti do prave diagnoze, ne? Ne bi verjel, ampak ti dobiš tekom vsega 5 različnih mnenj pa diagnoz, pa kaj to je. In je vmes tudi en fizioterapeut rekel, da mogoče ne. Je pa tudi rekel, da je zelo pomembno, koliko si težek, no? Da vsak kilogram je ne vem koliko procentov večja obremenitev na tetivo. Tako da sem takrat pol, se vem, nisem bil nikoli ne, pač debel, ampak sem potem enih 5 kg shujšal. Pa še ena stvar je bila, ko sem jo zvedel, da dejansko vezi, torej pri fizioterapeutu, da vezi se krepijo 5 do 7 krat počasneje kot mišice. Torej, ko ti začneš trenirati, mišico zelo hitro natreniraš, vezi pa ne, ne. Zato nas potem, ko začneš na novo, pomalo pretiravaš, te bolijo kolena, te bolijo tetive, te vse boli, ker bi mogel res zelo postopno. Takrat mi je to prišlo prav, da sem začel čist z nule. To pomeni, da sem šel na, ne vem, pol urce, oziroma začel sem v bistvu s 15 minutami, da sem minuto tekel, minuto hodil. Minuto tekel, minuto hodil. In pol, ne vem, čez 2 tedna sem podaljšal, sem hodil minuto pa pol, minuto pa minuto pa pol tekel. In tak sem potem 2022 spet začel znova, ne. Je pa to neke vrste intervalni trening, tako da sem hitro, pol, ko sem malo pojačal, ko sem prišel do 1 ure, sem bil spet kar hiter, ne. Pol pa znova zgodba, si hiter, bi rad malo več, pa se spet kaj poškoduješ, tako da ne vem, da pa bi mi kdo rekel, nehaj se s tem ukvarjati, to pa ne, no, saj zmeraj sem, ni tako, da ne bi mogel hoditi, ne, veš. Če lahko ti še zmeraj greš na kolo brez težav, če lahko se gibaš brez težav, če ko nehaš teči, za kak teden, dva si brez bolečin, pol je kar v redu, no, pol ti nišče ne bo rekel, ne, nehaj. Ampak je pa res, da moraš sam pri sebi to ugotoviti pa spoznati, da pač ne gre vse takoj, ne. Saj sem imel v bistvu povabilo za reprezentanco že 2022, pa takrat pol me je koleno bolelo, ne. Spet nisem vedel, zakaj, preden sem ugotovil, ne, je bila čisto brezvezna stvar, ker sem imel vse zategnjeno, ne, ker sem treniral, pa se nisem nič valčkal, nič vaj delal, ne. Pa sem mislil, oj, ne bo več priložnosti. Zdaj pa 3 leta kasneje pa je bila spet priložnost, tako da mogoče, če pozitivno gledaš pa vztrajaš, ti se pojavijo priložnosti tudi kasneje. Tako da, še posebej pri teku, ko lahko tečemo zelo pozno, ne. Marsikdo mlad, ko začne, pa je, ne vem, 25, pa si reče, zdaj bi letos bi vse, ne. Ne rabiš letos vse, lahko čez 2 leti, čez 3 leta. Skozi se pojavljajo možnosti in marsikaj se da doživeti, no. Tudi če ne glih v istem letu dosežeš cilja, ko si ga zadal, ne. Ja, mislim pa, veteranske kategorije imajo bistveno več možnosti za postati veteranski državni prvak, a ne. Samo Tako, počakati moraš, da vsi ostali tako. odnehajo, pa Točno po tako. 65, lahko zmaguješ. Ne, Joj. ne, zanimivo je, ne. Zdaj pa to res je moj prejšnji gost, Jernej Markovec, mi je recimo dejal, ni prišel na olimpijske igre, ampak je rekel, hvala Bogu, ker je bil potem evropski prvak in tako naprej, je rekel, tega ne bi bilo. Je rekel, kakšne stvari že mora biti tako, kot so, in kakšna priložnost jo ne oblikovati. 2022, praviš, si bil v formi, potem je bilo, ja, potem si bil zelo potrpežljiv, lansko leto si šel spet v res na sceno, pa se ti je odprlo. No, mislim, zdaj, čemu ti pripisuješ, da si, prej si rekel, malo treniraš, a ne, imaš pa voljo, željo, da si dober, si talentiran, te je kdo vzel v roke pa rekel, Sredinšek, a ne, še vse, a ne, marsikoga smo poslali že v hrib teč, velikrat, a ne, pa manjkrat, pa večkrat, pa, Ja. ampak ti si se pa hitro profiliral, da si še vse boljši od večine. Po moje je veliko genetika, no. Tudi oče je v mladosti tekel.
Tako da imam, imam mišice za to, no. Mogoče nimam skeleta za to, tu je težava, kako podporno tkivo, mogoče ni tako močno, imam pa neke pač te mišice, da hitro postanem hiter, no. Ne vem, ali pa tudi nimam trenerja kot takega, mogoče tudi po sreči sem odkril, da treniram na način, ko prinese rezultate, ne. Po moje čisto po naključju, čisto po naključju. Teda, mi pa manjka tisto, ne, se pa trdno zavedam, na katerem nivoju sem, ne. Nisem tista slovenska špica, sem nekje drugo stopničko, malo nižje, ne. Pa se mi zdi, da do tistega mi pa manjka ta kompletno, da bi tudi imel to kolena, pa tetive, pa vse to malo močnejše, no. Ker se mi zdi, da na tem vrhunskem nivoju glavna razlika med tistimi, ko so res top, pa tistimi, ko so malo niže, je to, da ostanejo zdravi, ne. Naprimer, če bi jaz lahko treniral po nekem planu, da ne bi rabo prilagajati stanju telesa, bi znalo biti veliko boljše, ne. Mislim, veliko boljše, že zdaj zelo dobro, jaz sem tudi sam presenečen na tem, kaj vse sem uspel doseči, ne. Ampak se mi zdi, da bi, če ne imel toliko težav z, ne, da moram, ampak se vsak mora telo poslušati, no. Da, da, da ga je v bistvu pametno, da ga poslušam, da si vzamem pol premor, pa se takrat ustavim, ne, tega včasih nisem znal. Če bi bil še ta del, bi lahko bil še boljši, ampak kot sem rekel, tak, še sam ne vem, kako uspeti vse, kaj mi je uspelo, no. Čisto konkreten primer, ko si prej omenjal cestni tek, ne znam razložiti, kako mi je uspelo biti tretji na državnem, no. Mislim, vem korake, kako je do tega prišlo, ne, saj sem vsak maraton spomladi sem šel hitreje, ampak zdaj, če gledaš, koliko treniram, pa kako treniram, ne, tudi meni ni jasno. Iskreno mi ni jasno, kako sem lahko tako hitro tekel, ne. In sem pa nekaj mogel delati prav spomladi, ker zdaj niti približno ne morem tako hitro teči, ne. Če bi zdaj šel na maraton, polmaraton, po moje ura 15, mogoče ura 14, niti približno ura 10, ne. Teda, tako, intuitivno mi nekako uspe narediti treninge, ki tudi hitrost lahko povečajo. Bom videl, če bom zdaj, naslednje leto imam tudi spomladi plan, da bi pol maratone malo tekel, pa bom videl, če bo mi spet uspelo priti na isti nivo, no. Mogoče pa. Tvoja konkurenca si pulila se zdaj, ne se ne. Zdaj so šli vsi gledati stravo. Zdaj, če imamo vse na stravi, kaj je počel od februarja do maja, nas vse zanima in zdaj bojo filigransko analizirali tvoje treninge, ker očitno se skriva tam, ne, eliksir, ne, te hitrosti ali pa ne, no, mislim, ja, noro, no. Zdaj, dajva reči tako, ne, 1:10 je meja med fantki, ne, in možmi, ne, v polmaratonu, sej ravno, nisem včeraj je Klara Rukan tekla 1:08 pri ženskah. Noro, neverjetno. Vsaka čast, to pa velik poklon, res, kaj ona dela zadnje 2 leti, pa še več je Noro. kapo dol. Mislim, res, Janiju Muliju sem omenil, da ga je spet prehtela, ne, tako kot že v Ljubljani, ne. Ampak tudi on je postavil osebni rekord, šel 1:09, tako da, ampak ja, hočem reči, mislim, kar poznam vas, malo boljših tekačev, če greš pod 70, to pomeni, da nekaj delaš, prav tebi v Radencih uspelo in to na državnem prvenstvu 1:09:59, mislim, noro, no, pred tabo nista bila veliko, ne Medved, Kobemoč. Povej mi, no, zdaj deva to dirko, če so jo že omenila, ne. Prvič, zakaj si šel, sploh ne, prej si tekel na Markotonu, pa na Ormožu in tako naprej, si prav, nekaj si imel pripravljalnih tekov, nekaj zmag in tako naprej. Zakaj potem Radenci, čist zaradi tega, ker so ti šli v koledar ali si hotel kaj preveriti? V bistvu to je hecna zgodba. Na Radenci sem bil prijavljen na 42, najprej, ker sem pač želel iti pod 3 ure, da bi lahko bil na Ljubljanskem potem v prvem boksu, ne, ker moraš imeti pod 3 ure. Potem pa ne, mene 2 ali 3 tedne prej sva se z Martino slučajno na Pohorju srečala, pa sem malo govorila, pa rekla, pa ti si tak hiter, ne, polmaraton, ti moraš iti na polmaraton v Radencih. Pa sem rekel, ja dobro, te pa grem, ne. Pa sem šel
In dejansko taktično sem ga zelo slabo otekel. No, vse tisti, ki so bili tam, pa so videli, kaj sem ustvarjal, se lahko samo za glavo primejo. Namreč ciljal sem na to tretje mesto, no. To moram priznati, da sem šel z ciljem in željo, da bom res tretji. Nisem pa bil povsem odločen, kako se naj tega lotim. Torej, ne vem, takrat sem bil pač v taki fazi tako natreniran, da sem vedel te sekunde, ne, da sem vedel, da lahko tečem, ne vem, 3:18 tempo, 3:17 in da bom to tekel, ne. Nisem pa vedel, če lahko grem kaj hitreje. In pol je naneslo tako, da ko smo štartali, še vedno imaš tisto v glavi, ne, ti Kenijci, ko so hitrejši, pa Medved spredaj, pa Kobe, ne, da pa mogoče nisem, ne, da še nisem na njihovem nivoju. In so pač ravno toliko so mi v prvem kilometru pobegnili, da sem bil enih 5-10 sekund zadaj, ne, to je njih več nisem mogel ujeti, ker se pač na začetku nisem odločil, da bom šel z njimi. Za mano pa je že bila, ne vem, 15-20 sekund, 15 sekund luknja, ne. Gap, Zdaj pa nisem vedel, ali naj grem naprej, da bi mogoče kaj več dosegel, ali naj grem na to ziher tretje mesto, ker sem bil dokaj prepričan, glede na štartno listo, da bom tretji, če utečem tako kot znam, ne. In sem se dejansko na prvem kilometru sem se praktično ustavil na 4:30 tempo, ne, da so me tisti zadaj ujeli, da bi z njimi tekel. Tam pa je bilo prepočasi, ne, tam pa je bil 3:30 tempo, ne. In sem spet bil spredaj, pa sem mislil, zdaj, če itak spredaj tečem, ne, te grem spet naprej, ne. In sem pošel spet naprej, da sem tekel svoj 3:17 tempo, tako da že na samem začetku sem po mojem enih 20-30 sekund vrgel stran. Pol pa sem dejansko tako kot na vseh ostalih treh polmaratonih pred tem sem samo tekel, prišel na cilj tretji, tako kot pod plano. Je pa res, da če bi mogoče imel več izkušenj s tem, pa bolj pametno pristopil, ne, bi lahko bil tudi blizu Kobeju takrat, no. Sem bil kar presenečen na koncu tam na 20 kilometrov, da sem ga pred seboj videl, ne. Nisem vedel, da je on, pa mi ni bilo jasno, kdo zdaj to je, ne. Ampak sem bil takrat mogoče sposobno teči tako 1:09:20, tu nekje, no. Ampak to je pač, vse so izkušnje. Dosegel sem svoj cilj, bil sem tretji, nimam kaj reči, ne. Je pa bilo zanimivo in zabavno hkrati, pa za kakega gledalca malo smešno, kaj se tale počne. Kaj bo jasno. Zadnji noben ni poskušal priključiti, to si bil prehiter, noben te ni ogrožal pravzaprav celo tekmo. Ne, vse so bili 10-20 sekund zadaj, ampak to na polmaratonu je 20 sekund lahko večnost, ne. Če tisti pred tabo ne spusti, ga ne moreš, ne, ker recimo, če grem jaz 3:17 tempo, pa me nešče hoče ujeti teh 20 sekund, če gre on 3:10 tempo, je to že 3 kilometre, ne. Če tako gledaš. Pa je med 3:17 pa 3:10 ogromna razlika, ko ti si proti koncu maratona, ne. Tisti, ki so poskusili, vedo, ja. Tisti, ki so poskusili, vedo. Je pa mogoče tudi to stvar, zakaj sem uspel napredovati. Jaz sem na vsakem polmaratonu sem bil na 10. kilometru že mrtev, ne. To, kot ti ravninski maratoni, to vsi so, vsak korak je na polno, torej nič se ne šparam, ne, že od začetka se nič ne šparam in ne vem, od 10. kilometra dalje mi je vsakič trpljenje, ne. In zmeraj me samo to spravi do cilja, da si rečem, zdaj, če sem že preko polovice trpel, ne bom se zdaj vstavil, ne. To je skrivnost hitrosti, ne. Ko si prek polovice, si samo moraš reči, sem zdaj že toliko naredil, ne bom se zdaj vstavil, pa če mi noge odpadejo. Se pravi, moraš znati čez sebe takrat, ko bi se vlegel dol. Kobeta si imel, ja, res, okej, Medved je tam odlaufal, recimo, dirko sezone, praktično, Kobe se je mogel sprijazniti s drugim. Kaj bi bilo, če bi bil še celo tretji, to bi bilo pa, da Srdinšek še Kobeta premaga, potem bi očitno mogel biti na Ljubljanski maraton. To bi pa bilo, ja. Samo, to moraš vedno tako gledati, ne, zdaj, Kobe pač ni imel, oni so mu pobegnili, ne, ni imel nikoga zraven, je lahko tudi malo počasneje tečel. Saj ne morem vedeti, če bi on moral
Če bi ne se, bi še če bi minuto ga, ja, hitreje ja, šel. Ne. tako, če bi ga Jaz sem približal, bil če na bi se udarila, ja. limitu, ne. Jaz ne bi mogel potem hitreje kot ne vem, uro 29, on pa bi verjetno lahko hitreje. Tako da, Če bi šlo za, ja, to pa na tudi nož. ne moreš biti toliko objektiven pa korekten, da si rečeš, ne, da sej tudi, če bi bil zraven, verjetno ga ne bi mogel prehiteti. Ne. Ampak bi pa bilo zanimivo. Ne. Ja, pa še Mulej bi bil v formi, ker je bil pretekli vikend, pa bi bili pa 3 na Joj, 1-9, ja, pa bi pa joj, bilo, pa bil bi je, pa bil bilo, je. ja. Mogoče naslednje leto, vse naslednje leto bo spet v Radnicah državno prvenstvo, no, tako da. Ampak pustimo to mi stati, zdaj, kako, da vsem potem se niso odločili, da bi šel v Ljubljano poskusiti 42, kot če si že prej razmišljal, da mogoče bi pa šel. Ja, poškodbe. Ne. Na svetovnem sem se spet malo poškodoval, tako da je adduktor me jezi. Zdaj v zadnjem mesecu nisem ravno gledal, da imam tekaških kilometrov 70, pa 30 pohodniških na Pohorje. Zdaj po enem mesecu je boljše, no, zdaj moram reči, da potrkam na les, da ko sem bil zdaj z reprezentanco, si nisem nič poslabšal, me ne boli, hvala Bogu. Nisem pa mogel trenirati in to je spet isto, ko pride ne, čez čas, da brez treninga pač moraš včasih kako stvar odpovedati. No. Verjetno bi lahko šel, bi lahko odtekel tudi po 3 ure, ampak pol bi se spet za kak mesec poškodoval, pa sem si preprosto rekel, da ne. Tako da Maraton lahko še počaka, ja. Vse lahko lahko še počaka, sej. Ja, točno Zmeraj to. naslednjo leto, tako kot sem rekel, ne? Zmeraj naslednjo Ja, leto. ko Ne, me in zdaj pazi se, ko me drži. Ne, to pa ne, to pa ne. Hecam se, Ampak hecam se. je pa pač treba poslušati telo, no. Če vidiš, da si res poškodovan, sej ne ugotovim takoj, ne, saj sem po svetovnem sem šel še v Avstrijo na eno tekmo, pa sem potem me je spet bolelo en teden tako hudo, pa sem rekel, ne, treba je biti pameten, pa sem potem se odpovedal Ljubljanskemu maratonu, tudi na Obala trail ne grem, ko sem nameraval iti. Pač drugo leto. Tako ja, no, zdaj boš pa več časa imel za regeneracijo, pa za pa Tako. družino, pa, tako, pa za vse ostalo. Ampak, deva, preden greva na reprezentančno sezono, deva sezono 24, praviš, si se vrnil, videl sem zmagoval si na Mali gori, si zmagal, še kje vertikali so tudi tvoja posebnost. Čist deva učrtati lansko sezono, moče highlighti tvoji tekmovalni, no, na kaj se zdaj le spomniš, če ti rečem, da mi povej, ne vem, 3-4 najboljše stvari v lanski sezoni. Ja, Mala gora mi je zelo všeč, ne. Sem postal tudi lani že veteranski državni prvak. Pa tisti teden, v bistvu, ko je Rožnik trail mi je zelo všeč, to mi je ostalo v spominu. Pa kaj pa vem, kaj še je bilo, se ne vem, pospravil sem lanske pokale, mogel bi prav pogledati. Veliko je bilo teh lepih trenutkov, lepih tekem, no. Ampak to mi je najbolj ostalo v spominu. No. Ja, točno, ja. Lani sem bil zelo ponosen, to pa je zanimiva stvar, da mi je vrhunec sezone že aprila, ne, torej Pohorski Kelc. To. Tam sem bil lani tretji in sem bil to res, to sem si želel tam dobro uteči, pa sem bil še sam presenečen, no, kakšna razlika je na trening pa tekma, no. Ker sem predtem simuliral, pa sem šel isto traso, ne vem, 2 tedna prej, pa sem šel na polno. Torej, na treningu sem šel na polno, gele sem si vzel, koliko gre. Ne. Vse sem dal od sebe in sem imel, ne vem, 27 minut 30. Pa sem imel, ok, v redu, ja, super čas, potem pa pride tekma, pa grem prav tako na polno, pa je 25-30, ne. Kakorkoli obrneš, tekma ti nekaj da zraven in tam sem bil, tisto je bil res highlight, no, da pridem na Pohorje v 25 minutah, to je neka taka številka, ko še sam težko verjamem, no. Pohorski Kelc je benchmark, ja, To benchmark mi je 25. benchmark, to je. Tu vidim, kje sem, ampak zanimivo, ne gre vse po isti poti. Namreč lani sem bil še, je bilo 1 leto po operaciji in nisem veliko tekel, ne, lani sem bolj hodil na Pohorje. Torej, priprave na Kelca so bile, da sem veliko hodil v hrib, tekel v hrib na Pohorje, bolj hodil kot tekel. Letos pa smo rekli, da sem bolj bil na cesti, ne, torej sem imel tekaško bolj, več sem tekel, manj sem hodil v hrib, ne, in tudi manj višincev sem imel.
Ampak razlika v času pa je bila lani, pa leto samo 2 sekundi. Letos sem spet šel 25-30, ne. Tako da več poti je, da prideš do istega cilja, ne. Lani sem z hojo v hrib, pa z višinci, letos pa sem z tem ravninskim tekom, ko sem delal res te tempo teke, pa te polmaratone na polno, ne. Tako da Zdaj pa, hočem reči, da lahko kdo gleda mojo stravo, samo vprašanje, če bo pomagalo, ne, ker vsako telo se po svoje odzove. ti uničuješ, res uničuješ vse, ki hočejo, ko recept potegneš, res vsak let jim daš nekaj drugega, pa zmeraj si dober. Ampak ja, pomembna lekcija mogoče, ne? Veliko tudi v tem podcastu razpravljamo o treninških protokolih in tako naprej. Ampak ja, jaz sem tudi sam pri sebi videl, recimo med korono sem ogromno hodil v hrib, ogromno, pa manj tekel na cesti, pa sem bil na cesti potem boljši od pričakovana, ne? Tako. Kar pomeni, kar si ti rekel, vse konc koncev, kaj delaš, a ne, tole pumpo gonš, mišice obremenjuješ, a ne, glavo štelaš, vse konc koncev, mogoče čisto vse, kaj počneš, če Tako. počneš dosti dolg časa, boš dober. Tek je tek, pa če mu rečemo trail gorski, cestni ali pa konc koncev, a To ne. je to. A ne, Tek je mišice tek. moraš premikati, vezi moraš napenjati, pa ja, skozi tiste Ja. solzne oči moraš gledati naprej. Ja, ja, Samo, se ti... moram pa reči, da je velika, mislim, vse je trpljenje, ne? Trpljenje je iti na vertikal na polno, pa trpljenje je iti na cesti na polno, No, ampak to je. je, Ja. je zelo različno trpljenje, no. Ne vem, jaz osebno sem lahko pri maratonu po ravnem že čist mrtev, pa še nekako tiste noge lahko hitro Vlečeš. vrtiš, pa jih hitro premikaš, ne. To v hrib ne gre. V hrib, ko si mrtev, ko noge več ne dajo, ne. Ker te zalije mlečna kislina, Ja, zapeče konc, pa je ni, zapoj konc. ni nekega tega bonusa, da bi rekel. Z tega vidika so mi vertikali vseeno tisto na polno so težji kot tek po ravnem. No. Mislim, Čist tak, z vidika mišic. Mislim, ampak vertikalo je vertikalo, no, a lahko je taktizirano, mislim, malo se moraš vseeno, to je, ker ne vem, bi rekel šprint ali pa tek na 1500 metrov ali pa kaj tazga, ne smeš iti čist na polno, ker te bo zažagalo, hkrati ne smeš iti prepočas, ker ti bodo ušli. Kakšno taktiko imaš pa na vertikalu, recimo, ko veš, da bo vse skupaj trajalo, ne vem, dobre pol ure. Ne? Ne vem, čim bolj na polno. Nisem dober v taktiki. Nisem. Se Zdaj, pravi, ga žgeš, tisti, pač ko so res toliko boljši, ne, lahko taktizirajo, pa malo bom tu, malo bolj počasi, malo hitreje. tebe ni. Jaz pa nisem toliko boljši, tako da zažgem na polno, koliko gre, pa je to. Ne. Je pa res, da je veliko v glavi. No. Glavna je glava, da razlika, ki jo lahko na vertikalo delam, je čist mindset, kako pristopim. Ne. Ali se boš odločil, da boš zdaj tistega na polno lovil, ali boš rekel, se pa je vredno, če sem drugi, tretji, četrti. No. Teda tu še me čaka delo. No. Tu še me Koliko čaka delo. vertikalov v Sloveniji si zdaj v teku različnih? Ja. Pa ne vem, se ne štejem, po mojem, kakih 10-15 že, no. Imaš kakšno 10. progo, ki ti res ljuba, recimo, mislim, ja. Ja, ta domači hrib mi je ljub, Mala gora mi je ljuba, Ratitovec mi je letos bil všeč, Porezen je simpatičen, v bistvu vsak je po svoje lep, no. Zmeraj, ko grem, se trudim uživati, pa pač koliko lahko uživaš, ko si tam, ne, pljuče ven vržeš, pa na daski. Ampak vsaka je po svoje posebna. Ne morem reči, da je kjera, da mi ni bila všeč, ne. Je pa čist stvar, kaki dan imaš, včasih gre, pa sploh ne veš, kako gre, včasih pa tako trpiš, da joj, pa si moraš reči, ta pa me ne bo. Tu pa zdaj ne bom spustil, pa tudi, če moram po 4 gor, ne. Mislim, ampak so vertikali še vedno različni, eni so bolj strmi, eni so bolj tehnični, eni so rečemo močni. Tekaški ni noben, to je vertikal pač ni tekaški, ampak kjer je moče najbolj zahteven po tvoje v Sloveniji, no? Po tvojih izkušnjah, kje si Pa bil? ne vem, jaz imam tak tu na Pohorje, imam in položne in strme, najraje hodim po tej strmi, tako da Aha, strmi so ti všeč, se pravi, mene so strme všeč, tako težko rečem, ne, da je kjer je ekstra težki, ker mislim Da so ekstra, vsi kaj bolj težki, ker so vsi težki, pa ker sem itak navajen, da je strmo, ne, tako da jaz imam v bistvu raje strmo, ker bolj delam ta power high kot tek, ne, ko si rekel, da vertikala ne moreš odteči, ne, saj Timotej odteče vsak vertikal, ne, on ne hodi, ne, mislim,
Ja, ja, Ne on vem, ima če on svoj sploh kje korak, ja. hodi. Ne? Ja, ja, ja. Jaz pa hodim, mes, tako da meni ustreza, da so malo bolj strmi, čist tako iskreno. No? Ti tekaški me prehitro se pol stavim, pa začnem hoditi, no? Ker spet poškodba, ne? Pri hoji me pol tetiva ne muči tako kot pri teku. Torej, če tečem po teh strminah, potem dlje rabim, da je vredno. No? Tako da to iz tega vidika bolj. Imam raje strme, da se lahko hodi. Ker to vsi mislijo, ne? Tak, mislim, vsi mislijo. Ko se pogovarjaš z nekom, ko se s tem ne ukvarja, pa rečeš, grem na svetovno prvenstvo, tam teč kratki trail, ne? 47 km, pa vsi mislijo, ja, teč, greš, vsega boš odtekel, ne? To boš ti vse teko. Ja, ni, ne? 4 ure sem ga odtekel, ne? 2 uri pa sem ga odhodil. Ker ne moreš ti teh strmin teč, ne? Če je 3600 višincev, lahko tečejo tisti najboljši svetovni, ne? Tisti Pa je še že odtekel. ti Pa še mogoče tisto vprašanje, tečeš. če je vse Ja, ja. odtekel, ne? Jaz pa ne morem tega odteči, ne? Mislim, ja, lajki, ja, Ja, poslušajte podcast, ja. gre za teh, Tako da, podučite se od gorski strokovnjakov. tek ni samo tek, je tudi hoja. Ne? Vsak lahko to počne. To, evo, to vabilo na gorski tek, vsak lahko gre na tekmo iz gorskega teka, ker se lahko tudi hodi. To ste zdaj slišali, evo. To ste zdaj slišali, zdaj veste, pejte na gorski tek, naslednje leto jih je cel kup v koledarju, a ne, reče Tako. se jim, ja, tudi treli, reče se jim offroad, reče se jim vertikali, ampak pejte, probajte, do kamu v srčni utrip uspeš ti nažgati, ko greš res, a ne, pri svojih 38. Ja, tako na teh najhujših vertikalih povprečen pride na 170. Tako da nimam visokega, no, tega, kakšna špica pride recimo do 180, drugače pa tu 170, kaj več niti ne, No, 172 recimo. Tako da ne vem, zakaj nimam, no, se bi lahko imel še malo višjega, ali pa ne dam vsega od sebe, ne, ne vem. mislim, To pa bojte so se spet ga. tam, glava, Po, glava. ko bo tedaj vratal na 190 Hec, hec. simpatično, pa ste mrtvi. Eno stvar te moraš vprašati na tvoji strani, pa to je, lansko leto si se šel Everesting, a je tako? Kje Mhm. pa je ta ideja zrasla v tvoji glavi, to pa ima dve trajak, pa samo pol urce. Ja, to pa je spet tisto, ko za Izziv. hec rečeš, jaz bi enkrat Everesting, pa pride en zraven, pa reče, ja, te pa dajma, ne. Ja, te pa dajma, kaj zdaj? In takrat je prišel Boštjan Vidmar zraven, ne. V bistvu lani spoznala sva se na Rika Vertikal, to je dolje pri Opatiju, to je bila tudi lepa tekma lani, tam zelo dobro organizirajo, Mhm. lušno, od morja do 1400 višincev, te ubije, je pa lepa, no, tam je zdaj Timotej 2 leti zapored raztural. Tisto, ne, najvišja stopnička slovenskega teka, ne, Klemen, Timotej, pa te, ne, pol pa smo ostali. No, No, ampak spet si skromen, ampak ja, ti ne, nisi bil daleč za njim, no, tako ja, reči. sem bil drugi, samo to je 5 minut razlike, ne, ali pa še več, to je tisto, ne, čas treba gledati, ne samo mesto. Tudi res, ja. No, Pošteno. takrat sem spoznal Boštjana Vidmarja. In smo se na kakšni tekmi tako srečala, pol letos, v bistvu to je bilo lani, in pol nekaj vmes smo rekla, bi Everesting, ne, pa sem pol tako pozabil na to, to smo se vmes, ne, sem želja, da bi. Pol pa je on to malo bolj resno rekel, pa tudi več so bili v Mariboru, ker ima tukaj njegova žena, ima babico, ne, zdaj so se tako preselili, sem jim pa rekel, te pa dajma, ne. Pa sma, pa nekako, če si skozi na pohorju, sej ni, pač probaš iti 5krat gor, ne, pa 8krat gor, pol pa greš Everesting. In smo dejansko šla s tem, da je Everesting, samo še vedno ni tisti pravi, ki smo z gondolo se dol vozila. Ne, tako da. Pravi Mislim, Everesting bo, ko bo gor peš, pa dol peš. namenoma, da si hranil kolena, da je bilo energijo, kaj, zakaj? Uh, ne bi niti zmogel, ne bi niti tek, ko greš dol, to druge mišice delajo. In Mhm. ne toliko tega treniram, ker šparam kolena, ne. Zato imam Pošteno. letno karto za gondolo, da zmeraj skočim na hitro gor, pa se peljem dol. Ampak to je čist drugi trening, pol, da narediš ta Everesting gor dol. No. Večji problem, po moje, je to dol natrenirati kot gor. Ne.
Je pa bil izziv, ker smo mogla gondolo loviti, ne? Ker vozi, čez dan res vozi več čas, drugače zjutraj, pa zvečer pa vozi na 1 uro. In smo mogla biti tam med 40-45 minut gor, ne? In tisti, so tu z Maribora, vejo, da po 40 minut je že, marsikdo se zelo trudi, da ju po 40 pa je to že dosežek, no. Mi smo mogla 13krat iti po 40. Ampak kdaj ni uspelo, no tako vemo. Ne, je vsakič uspelo, je pa res, da je bilo vmes obdobje, tisto, ko začneš, je vse super, se pogovarjaš, pol vmes ni 3-4 sponi, pa ko smo že bilo tako kar precej tiho, no. Precej tiho. Ker vmes je bilo, mislim, da 6. ali 7. je bilo, da se je gondola vmes stavljala in smo že na poti dol je 4krat se je ustavila, ne vemo zakaj, pa smo 7 minut zgubila, ne. Ta smo že tako imela manj, ker dol se vozi 11 minut, tako da ti Imaš pol lufta ostane malo nekje, manj. imaš Ja, ja. lufta recimo, ne, 50 minut, ampak pol pa še na poti gor je glih takrat prišla hčerka mimo, ne, da pač za ženo, da sta na jo pogledala, pa še sem se tam mogel staviti, ne. In dejansko tega smo pol rabila, da smo dejansko čas premikanja je bil, mislim, da 37, 38 minut, kar je kar hitro, ne. In nam je ubilo, pol pa da sedi 4 sponi, pa so bili precej v tišini. Ampak je uspelo, evo, kljukca. Je pa uspelo, tako da je zanimiva izkušnja, no. Ne vem, če bi še verjetno še bom, no, da se ne bom zarekel, bom še poskušal ponoviti, da še bi peš šel dol. Je pa fajn. Sem pa tako 1 leto prej, to pa ne, če si videl, sem pa A s kolesom polovičko? naredil. Aha, Ne, ne, Everesting s kolesom, ja. To pa je bil en drugi prijatelj, en drugi Boštjan. Pa je tudi rekel, če bi videl Everesting s kolesom, ne. A je težje, da bi povedal, a je težje lažje, s kolesom ni kar heca. Ja. Tam je bilo težje, ker sem ostal sam. V bistvu ta prijatelj, ko je želel, je potem zbolel, tisti teden je zbolel in sem ostal sam in je bilo po noči, je bilo kar težko, kar težko. Težko pa bi ocenil, kjer je bilo težje, no. Ne vem, vsako ima svoje izzive, samo ko si enkrat tam, pa ko se odločiš, da boš to naredil, ne, se tako Se pač voziš. Ja. se voziš, ne, se voziš s kolesom gor pa dol, ti si 19 ur, pa je to to. Jezus Kristus. Ja. No, Ne, sej, vožnje je bilo 15 pa pol, tiste 3 ure so, ko še vmes pri avtu sediš, pa ješ, pa obupuješ svojo sodo, tam sredi noči sam sediš, pa zmanjka energije, jesti ne moreš, ker te trebuh boli. Je pa izkušnja, ko marsikaj izveš o sebi, no. Pa skot gledaš na uro, da ne bi crknila, pa kaj se je zgodilo, če bi crknila. Joj. Saj ti si ni priznan, ker mi je crknila. Takrat, če sem imel staro uro in mi je, ura mi je vmes, ne crknila, da sem šparal z baterijo sem vsakič, ko sem prišel dol, sem potem Stavil. izklopil, ne, Aha, pa sem okej. pozabil vklopiti. In bolj, ko vklopiš, ti preskoči, ne, in ti na stravi ne šteje, tako da s kolesom ga v bistvu uradno nisem naredil, čeprav je bilo višinco, ne vem, 9300, ne. Mislim, kjera tragedija, res, mislim, tehnika na koncu. Tako da je pa vredno, to še je zdaj upanje za tega prijatelja Boštjana, da še mogo enkrat iti, pa bomo takrat spet družbo delali, ne. Tako vidiš, ja. Da, evo, vidiš, no, vsaka stvar je nekaj dobra. Pa smo spet tam, ja, spet. Še se bo šlo Pa smo hoditi na spet tam. Everesting. Ja. Ja. Ok, sezona 25, gremo zdaj na sezono 25. Mhm. Zdaj, kaj si pogledal na začetku sezone, najprej si ugotavljal, da okay, nisem poškodovan, kar dobro mi gre od nog, zdaj se bom jaz poskušal malo na cesti, malo v hribih, bom šel na izbirno, ali kako je šlo, da mi malo piš to letošnjo vrhunsko sezono pravzaprav. Ja, zdaj, čisto iskreno, v začetku leta nisem imel nobenega plana za reprezentanco, ne. To je prišlo tako zraven. V bistvu tista plan, kaj bom šel, je bilo čim več teh primorskih tekov, ne, ko so mi všeč, sicer pol sem jih samo 6 ali 7 šel, nekaj dosti, pa skrita želja, da bi bil gorski tekač leta. Namreč vedel sem, da Timotej, vsaka čast, ne, je super oseba, super tekač, kaj je on dosegel, samo velik poklon, ampak sem vedel, da ne hodi na vse tekme, ne, torej to je tisto, tekem v koledarju je 7, Timotej bo šel na 2-3, ne, je to 300 točk, zdaj, če jaz grem na vseh 7, pa sem povsod drugi ali pa tretji, ne, sem lahko gorski tekač leta. Ampak sem imel to smolo, da je prišel na sceno Tine Žižmund, pa je tudi šel na vse in da vseh je boljši od mene, tako da
je ta želja za letos plavala po vodi, čist pošteno, res obvladano. Tudi on je super oseba, tak pozitivček, res z njim je zelo fajn kamorkoli iti, navdušenec nad tekom, nad naravo. Tako da to je bil prvotni plan. Maratoni so prišli čisto slučajno in sicer, ker pa to pa en spet tretji prijatelj, ko ne teče veliko, ampak ima želje, da bi maraton otekel. In je rekel, in naj jo je prijavil na ta Parancana maraton, ko je na morju, ne? In sem mislil z njim v bistvu ga spremljati, potem pa je zbolel, pa sem rekel, ok, te pa grem pač na polno, ne? In sem šel na polno, pa sem zmagal. Potem je bil ta ormoški maraton, ko sem pač tudi slučajno šel, ker ne vem, to pa mi je, ja, to pa sem šel slučajno, ker je bratranec od moje žene je rekel, da gre, pa je rekel, pride zraven, ne. Pa sem prišel zraven, pa še sem tisto zmagal. Markaton pa je v bistvu posebna zgodba, to pa smo z tem stricem od žene, že ko se je začelo, smo hodila. In ne vem, po moje 2018 sem si rekel, ko sem ga naredil v uri 35, pol maraton, sem si rekel, to bom jaz zmagal, ker takrat je imel zmagovalec uro 21, ne. Tega bi jaz rad zmagal, ne. Tak, nisem tega resno mislil, ampak rekel sem si, ne, to bi enkrat zmagal, ne. In pol letos, ko sem videl, da sem res v formi, sem pa rekel, letos pa ga grem zmagat, ne. In pol pridejo ti modri dirkači, ko so me niti nisem vedel, ko so več čas preganjali in je bilo, ne vem, prvi štirje smo bili pod uro 11, ne. Čist neka druga zgodba kot pred 7 leti, ampak sem ga uspel zmagati. Pa še pač ti radenci. Vmes pa sem pač, ker so bili ti teki za gorskega tekača leta, so Ratitovec, pa ti, ko so bile tudi izbirne tekme, ne, tudi Podbrdo je bila izbirna, sem valjda mogel še to trenirati, pa sem pač ne, se izkazal, ne. In je prišla zraven še reprezentanca. Mislim, Boštjan te pa je poklical zdaj, a si že tako si vedel, da če se boš uvrstil, pa Ja, nisem bil prepričan, da se bom. V bistvu s Boštjanom smo se pogovarjali na Ratitovcu, no. Na poti dol slučajno smo se srečali, ker takrat bi jih te mladince peljal na tekmo, pa smo se malo pogovarjali. Pa je rekel tudi, ne, da ker sem bil tretji to je bila izbirna za vertikal, da bi lahko mogoče to, ne. Pa sem mislil, jaz nisem, ne, veš, ono, ko nisi v tem, se ne verjameš, da si dovolj dober, ne. Ampak vem pa, da v vertikalu ne bi imel v svetovnem nekih možnosti, tam je svetovna elita je toliko naprej, da mislim, tudi če bi šel, ne, se mi je zdelo, da bi več možnosti imel v tem kratkem trailu, tako da za Podbrdo sem se res ciljno pripravljal. Sem tudi mislil zmagal, ampak seveda Tine, ne. Pa pride najboljša sezona, pa pride pa Pa pride Žižmont. Tine, teda sem bil drugi, ampak mi je res uspela, no, tista tekma mi je res uspela in do tam nisem imel nekaj poškodb, no, tako da do Podbrda recimo lahko rečem, da sem bil brez poškodb. In tudi smo se pogovarjali potem tam z Boštjanom pa z Edvinom, da bi lahko, ampak ne, sej ni nujno, da mene zberejo, ne. Kljub temu sem bil drugi, tako da nisem še ozavestil, da bi lahko šel na svetovno. Potem pa je le, ne vem, 2-3 tedne kasneje mi je Boštjan pisal pa rekel, da bo me predlagal in sem bil izbran za reprezentanco, ampak pa pač ni trening najbolj uspel, ker sem imel, kaj mi je bilo, ja, s kolkom sem imel težave. Ker to pa je, po eni strani marsikaj doživim, ko za vse rečem, sem za akcijo, ne. Po drugi strani pa pač ene stvari moraš malo paziti in tu sem kasneje pol ugotovil, da sem se v bistvu zafrknil, ko je en prijatelj je rekel, čuj, čez 2 dni gre kolesarsko društvo Branik, grejo turo, poker turo, ne vem tu, koliko poznajo Štajerci, na Boč, Roglo, Triglav, Areh, 4 vrhi, 4000 višincev, 200 kilometrov, ne, valjda grem poleg. Pred tem pa sem s kolesom, 3 mesece pred tem pa sem naredil, ne vem, na kolesu 150 kilometrov, ne. Seveda sem šel poleg, seveda sem vse hribe, ne, med prvimi gor prišel z njimi, ampak telo ni navajeno, pa sem si burzo vnel, ne. Tako da sem si s tem spet zafrknil en mesec me je to mučilo in to ravno takrat, ko bi se mogel najbolj pripravljati za svetovno.
Damn, damn. Tako da, Poker te je, ja, ja, slabo ne, si, te sem si karte so bile. kupil sem si svet pameti, ne, kupil sem si svet pameti. Tako da, pol julij, druga polovica julija, pa prva polovica avgusta sploh nisem mogel trenirati normalno, no, pač nekih takih ciljnih treningov delati. Pol avgusta sem spet začel, je prišlo veteransko, svetovno, kjer sem, ne vem, res je, da mi je proga bila na kožo pisana, tista je bila idealna za mene, Top. ne. Mhm. Ampak ne vem, kako sem uspel biti tako dober, ne, da sem bil osmi generalno. 5 minut si bil od stopničk, sem pa gledal, mislim, pa Ja, to ja, ja, noro, ne, mislim. pa se na stravi vidi, kako sem predtem treniral. Tako da, tu mogoče se je zdaj porodil želja za naslednje leto, ne? Ker zgleda, da bi pa mogoče lahko bil veteranski svetovni prvak. Mislim, na glas je povedal človek od 35 do 39, kje pa je prvi, aj že lokacija je znana, Mislim, da je na Češkem. Na super, Češkem je, mislim, ja. vrhunska lokacija, zdaj pa, Um, Mislim, ampak ne tako, ne pa čist objektivno, če čase gledaš, ne? To. Če bi mi bi se dal. uspelo, da bi lahko treniral, tako kot bi, ne? Tako kot sem se naprimer za Podbrdo lahko pripravljal, je teoretično je možno, ne? Zakaj ne bi pač poskusil, če je možno. Ampak tista je bila vseeno krajša, pa manj višincev, ne? Za ta Kan Frank pa je bil svetovno, pa je res, to pa je 47 km, pa 3600 No, višincev, ma pa to je noro, no, to mislim. ne moreš, to pač ne Ma to more ni se. več trailno, ma to je pa res gorski maraton, mislim, to pa, Je. mislim, Ampak to ja. je tisto, ko se ne moreš prešvercati, če ne treniraš ustrezno. Ne? Torej, tam, če ne treniraš dovolj, te bo ubilo. In mi je zmanjkalo časa, no, preprosto, zaradi poškodbe mi je zmanjkalo časa, da bi treniral dovolj in so me potem krči zafrknili. Razmišljal sem, ne, da ne bo isto, kot je bilo na Podbrdu, ker ne morem trenirati, bom treniral samo gor, da me ne bo zmanjkalo energije. Ta sem, ne vem, po petkrat sem šel na Pohorje, da sem res naredil tistih 3600 višincev. Ne. Dol bo že nekako. Ampak ni, ne, ni dol že nekako, moraš ti tudi dol trenirati. In gor je bilo vse v redu, ampak že po prvem spustu so prišli krči, ker nisem uspel dol trenirati. Ne. Tako da tu vse sem bil v redu, ampak to je pa recimo, da nisem zadovoljen s tem, kaj sem dosegel. Ampak objektivno, glede na to, kako sem treniral, je še zmeraj super rezultat. Zmeraj pa pač imam v glavi, da bi bil boljši. Ne. Čakaj, kdo je bil še reprezentanci poleg tebe, Žižman, Poleg na mene kratkem Tine, trailu? pa Ja. Žan Žepič. Ja. A že Pa peči bil Žan še, Žepič je bil, on pa je imel smolo, je na prvem spustu je na eni skali se je porezal, točno. pa je dobil 6 šivov, tako da ni mogel končati. No. Um, Spomnim se že une fotke, ja, se je res, je bilo vse ja, krvavo, ko ja. je cel krval, ja. Ampak se veš, to je. Tine je raztural, Žan je pač imel to smolo, jaz pa nezadovoljen sem zato, ker ponavadi, ko pridem na cilj pri takih stvarih, sem fizično in mišično mrtev. Torej, vem, da sem dal vse od sebe, da ne bi mogel nič hitreje, da že imam Mhm. krče, pa tako. V Italiji, na primer, sem imel že krče na koncu. Ne? Tukaj pa sem prišel na cilj, pa nisem imel krčev zaradi utrujenosti, ker bi bilo tako naporno, ampak zaradi tega, ker nisem bil dol na treniran. Ne? In mi je bilo, vmes me je prav jezilo, ko so me prehitevali, pa ne so pihali tako na daski. Jaz pa pač nisem sopihal, ker nisem mogel noge dvigniti. Če bi nogo previsoko dvignil, bi me krt zagrabil. Ne? In zaradi tega je Ja. tisto, da sem malo razočaran, ker bi mišično bi lahko več, ne? Nisem pa mogel sumarno več. Damn, mislim, ampak bil si na svetovnem prvenstvu, To pa ja, čudovita izkušnja. mislim, ja, no, kako je bilo, ja, tako nasploh, no, a si predstavljal, da bo tako, kot bo, mislim, tam smo bili pa res z celega sveta ljudje, tam pa res dobri, pa moče si spoznal kakšnega od kakšnih teh, Pa ne, bolj te naše, no, ta naša klapa, ti slovenski tekači so torej, sami dobrovoljčki, same face, to se imaš res fajn. Pa tudi vidiš pa, kaj to pomeni svetovna elita, no, kakšna je to razlika, kako to šibajo. No. Mislim, ne- če ne vidiš živo, si ne moreš predstavljati, kaj je človek sposoben. No. Ko gre, ne vem, Remi Bone na Mhm. vertikalo, ko je tam na koncu zadnjih 100 metrov, ko gre on na koncu, gre tako, da jaz na začetku, ko se zaženem na polno. Ne. To je neverjetno, no. Neverjetno je to videti. In je res dobra izkušnja, dobra izkušnja.
So bili res najboljši tam, no, kdo manjkal, mislim, da je še Wormsley zmagal eno od distanca, ne, Ja, Bone, ta mislim, dolgo, vsi so to. Se pravi, videti moraš, da verjameš to. Televizija, se bil prenos, ampak pri teku televizija nikoli ne pokaže resnice. No. Ti moraš hitrega tekača, moraš videti živo, da vidiš, kaj to pomeni. Kako to dejansko zgleda, ker na televiziji je vse počasneje. Ne. Tam je, ne vem, na spustu, naprimer, ko sem gledal posnetek, je posnetek od drona in vidiš tisto goro in vmes neke mravljice, ko tečejo. Ne. Ampak on to teče po hribu navzdol, ko ne veš, kako teče, ne vem, 3:0 tempo. Ne. Ko jaz po ravnem ne morem, on v prepad teče. Sej, tu je pol ta razlika. Na prvem spustu me je prehitelo, ne vem, 24 tekačev, ne. Ker pač nisem spustov treniral. Tako moraš biti, za tako stvar moraš komplet trenirati, biti kompletni tekač in imam to težavo, da si želim biti dolgo progaš, nimam pa časa dovolj trenirati za to. Ja, neporavnani računi s svetovnim prvenstvom, ja, zdaj naslednje Ja, svetovno ja. prvenstvo, kdaj bo naslednje svetovno prvenstvo, to si Čez gotovo 2 že. leti, ampak je pa drugo leto evropsko, no, na Veliki planini, tako da moče tam. To greš junija, mislim, to pa moraš Ja. iti na kateri razdaljo bo zdaj šel, ker tle pa 25, pa 52. Mislim, da evropsko je samo na 52. Tu ni kratkega Aha, področja. kratke je samo za rekreativce 25 je, pol. Aha. je odprta, ja, mislim, da je tako 52, pa je pol trail. Tako Pa da, vertikal, mislim, je tudi pa gorski vertikal tek. je tudi, ja. Vertikal, ja, Tudi ja. vertikal je, ja. Ne vem, no, pač želja je, plan si bom dal, bom pa videl, koliko bom zdrav, ne. Se zmeraj je pa, če se ne nekaj poškoduješ. Ja, začetki, mislim, ta termin je dober, junija je, prvo Ja. traso gotovo poznaš, gotovo si že kaj tekljal tam gor tekmoval, tako da, pa še domač teren je, no, to je že Ja, treba. ja. Ja, trasa je precej tekaška, ne, se zato bom spet začel sezono z polmaratoni, ker je 52 km, pa je 2500 višincev, mislim, da, tako da je precej tekaška in tako zgodovinsko gledano vsi dobri gorski tekači so bili tudi dobri cestni tekači, ne. Moraš gledati, da ti najboljši italijanski gorski tekači to desetko po ravnini tečejo 30 minut, ne. So jih Kar ja, je, tako, kar prav. vemo, kaj je, ne, malo Slovencev, ko tečejo cesto, gre po 30 minut, tam pa je gorski tekač, ko gre brez težav po 30 minut. Ne. No, Kilian Jornet, recimo, za tega vsi Recimo, poznajo, je isto, a ne, človek, ki tako, je razvil hitrost pod 30 minut, tako na vertikalu, kot na desetki na cesti. Ja. točno Evo, tako. mislim, da je bil, To. da je bil še sloven plan, da bi, če že, da pozabil se en izziv je imel, no, da je v klanc tekel po 30 en vertikal, pa potem še na stezo se je šel pomeriti, pa tudi po Tako, 30. tako, plan Mislim, ima 30, ja, da gre 30, po 30 ja, se v 1000 višincev, pa pol po 30, zatem takoj še 10 km. Ne. To norišnica, je noro, ampak to pač to zmorejo ti, ko so najboljši na svetu. to je Če, res, če to je hočeš res. Ja. biti najboljši, moraš trenirati v bistvu vse. Ne. Zato pa tudi jaz grem na vse vrste tekem, ker moraš vsem biti, ne vse stranski, moraš biti. To je to. Ni To je to. samo gor, ni samo po ravnem, vse je. No, Pa tudi ne, zanimivo je menjavati malo, ne. se strinjam, no, včasih je bilo tako, danes se mi zdi, da moče se zadeve se bolj segmentirajo, da so določeni tekači bolj specialisti za traile, nekateri bolj za Mm. gorske, potem so oni cestari, čist po svoje, meni si všeč, ker sem malo te raziskoval, ker si res tako, kamorkoli te dajo, a ne? Ja. Ja, te je gledalo hrbet. Ha, fantje, zdaj pa. Gleda. Ne, to pa ne. To Skoraj pa da, ne. no, ampak hočem reči, Skoraj da. kamorkoli te dajo, se znajdeš in to mi všeč, ti pač tekač, a ne? In se ne Ja. profiliraš kot trail, gorski ali pa cestni tekač, ampak kot tekač Tako. in se znajdeš v vsakem okolju. Zdaj izbirne tekme za drugo leto so že tudi določene, najbrž v koledarju ali niso, na tiste boš fokusiran Mislim, da zdaj. so, ja. Mislim, da sem videl, da je izbirna za ta trail, da je marca. Samo nisem pa se zapomnil, kje je, no. Na Facebooku sem videl. Nisem še se posvetil ravno temu, pol bom videl, kako bo. Sej, Mislim, tako so te največje, so pol izbirne, pa tudi če imam kje druge v planu, ne, še to prije zraven. to gre v koledar in Ja, to se ja. obkroži in tako naprej. Bom pa si dal že, to pa res, bom pa si tisto veteransko svetovno dal takoj v koledar. To pa bom, ker tam ni izbirne, ne, tisto pač lahko greš, ko si dovolj star. Ne, sej, mi je zanimivo, mislim,
veterani, a ne, če kdo to ne ve, a ne, generalno so od 35 let naprej. A ne. Tako, Ja, tako. čeprav marsikatera tekma tudi pri nas ima pa člansko kategorijo od 20 do 40, a ne. In potem Ja. si državni veteranski prvak od 35 do 39, hkrati pa tretji v kategoriji do 40. Evo, pa Tako, se pa, tako. a ne, pa rečeš, da pa. A Kaj ne, zdaj to je? kaj zdaj, državni prvak imaš pokal, pol pa še razglasitev za kategorijo, znotraj tekme si pa sam tretji, a ne, Ja, pa ja. klinc te gleda. Ampak ne, mislim, bo v redu, bomo spremljali zdaj sezono 2026, to bo zanimivo. Jaz sem rekel, sigurno pridem se pomeriti, malo me mika ta 9-kilometrski gorski tek za vse, ki mislim, da štarta raven ne vem, pred elito, tako da prideš gor Ja. in se zbruhaš, a ne, se usedeš dol, vzameš pivo in potem čakaš, kdaj bo Sredinšek prlaufal, pa Pečan, pa tako naprej. Tako da to bomo spremljali v živo. Upam, da še eno stvar me zanima, no, pri klubih, če sva, no, nekje piše pri tebi AK Poljane, videl sem tudi AD Olimpik, da mi to malo razloži, no, ta misterij. Ja, v Akopoljane sem se včlanil 2022, ker je bilo državno v teku gor dol. Takrat pač nisem vedel, ne, sem hotel iti na državno, pa sem se včlanil, ampak nisem kaj dosti, bi sem imel tudi stika, potem sem tako imel to operacijo, teda 2 leti nisem nič. Pol pa 2024 sem spet na vezi, toliko da me prijavljajo, je pa pač nikoli nisem tam, ne, nimam neko, da je me treniral. Je pa potem ta prijatelj Boštjan Vidmar, ko smo Everesting delala, pa je tudi lani začel malo bolj teči, ima tudi ambicije, pa je se pač tem AD Olimpik se je, ne, vpisal. Pa smo bila letos skupaj na Malorki na kolesarskem tednu aprila, pa je rekel, daj prid, tam Zupančič mi pravi, da bi prišel v AD Olimpik. Pa sem rekel, ne, sej, na Poljane me tako nič kaj ne veže, ne, mislim, drugače je super klub, ne, nimam kaj reči, nimam slabih izkušenj, ampak ni tako, da bi zdaj bil vezan, pa sem rekel, ajde, pa bom prestopil. Pol pa smo se zmenili, tisti spomladanski prestopni rok sem zamudil, pa smo se dogovorili, da pač te manjše tekme, ko ni za državno, tečem pod AD Olimpik, tekel sem lepo za državno, pa sem bil še Poljane, zdaj v tem prestopnem roku pa bom dejansko prestopil, pa bom v Olimpiko. In gorenski klub je dobil najboljšega štajerskega gorskega tekača. Pa to je noro, to je noro. Čisto slučajno. Tomažu bom posebej čestital, ja, da te zvabi. Sodeluješ kaj z njim, mislim, ima takšen kontakt, on vem, da trenira pač nekaj fantov, puncle v našem koncu, ali mislim, ti tudi zate, ki dela kakšne plane, ali delaš čisto po svoje? Ja, z njim smo bolj na vezi, mi tudi svetuje, mi tudi za Radence mi je svetoval, smo se predtem slišala, pa tudi, da malo pogledal, kakva bo konkurenca, ne. Zato sem malo bolj vedel, kak moram iti, ker sem vedel, kdo je prijavljen. Nismo pa se zmenila za treninge, ker pač je moja specifika, da se itak težko nekemu planu držim, ker moram telo poslušati, tako da sem mu tudi rekel, ne, da treniram po svoje, no, ampak ne zato, ker bi mislil, da sem sam bolj pameten ali karkoli, ampak čisto z vidika, da ko slišim telo, da moram dati mir, pač moram dati 2 dni mir, pa tudi če imam na planu napisano, da nekaj hočem, ne. Tako da z tega vidika nimam nekega formalno postavljenega plana, sem pa tudi že, ne, so mi že rekli, če bi ti malo drugače treniral, bi lahko polmaraton prišel na 1:05, ne. Ampak ne morem drugače trenirati, ker moram skozi se prilagajati stanju telesa, ne. En, ko se bolj s tem ukvarja, je pogledal mojo Stravo, pa pogledal moje čase na tekmah, pa je rekel, ti, če Kaj bi bi lahko naredil? ciljno treniral, bi mogel priti na 1:05, ne. In tudi Zupančič je to rekel, ne. Samo težko jaz ciljno treniram, če bom šel zdaj na polno na štadion intervale delati, pa me bojo 2 dni tetive bolele, ne. Tako, Zato v tem je težava, zato ne morem, mislim, mogoče bom kdaj tak tekel, ampak ne bo to posledica načrtnega treninga samo v tej smeri, ne. Omejitveni dejavniki so in narediš Ja. maksimalno s tem, kar lahko. Tako, tako. Še vršiš kakšen kegel, podreješ kakšno kuglo, Joj. kje? Ne, na kegljišču nisem bil že 4 leta, tam pa nisem tako uspešen. Sicer sem rabil 7 let, da sem ugotovil, da to ni zame, ampak tam pa ni bilo napredka, žal. Po 7 letih sem bil na istem nivoju kot na začetku, pa tudi so me tako malo kolena jezile, malo
gležnji pa to, pa sem pol rekel, nima smisla. Sem pa dejansko trener keglanja, no. Sem naredil Bravo. tudi to izobraževanje, tako da sem trener keglanja. Teorijo znam, nisem pa, vse sem pol ugotovil, no, karakterno to ni šport zame. Tam moraš biti, se poznamo, kje tisti trije koraki so, ne, eksaktno moraš biti za vsak metod 120, se moraš na enak način pripraviti, v glavi pomisliti. Jaz pa pač ne, 10 sem jih pomislil, pa sem jih prav naredil, pol pa sem šel, ne, go with the flow. Ampak, če greš go with the flow, ti pol noge začnejo bežati, ti roke začnejo bežati in ni bilo, ne. Mi je super šport, rad sem keglal, nimam pa prave predispozicije tega karakterja, da bi lahko tam bil uspešen, no, kot sem v teku. Boš pol na stara leta Ja. trener keglanja. Bom pa na stara leta trener keglanja, ne. Selektor. Ja. Sem pa bil dejansko, sem s klubom, tam sem bil pri Kelaškem klubu, tu v Mariboru konstruktor in sem nastopal, 2013 sem nastopal v prvi B ligi, slovenski prvi B ligi keglaški. Tako da Noro. imam sezono nastopanja, pa niti nisem bil najslabši v ekipi, ne. To je Ampak podatek. se pravim, pol 2017 nisem bil nič boljši kot 2013, pa sem rekel, mogoče pa bi zdaj kaj drugega počel. Pikado. Ja, mislim. Pikado ne, sem pa veliko biljarda igral, no. Videl sem eno fotko, si bil tudi v enem klubu, ali nisi bil v enem klubu? Ja, v biljardu pa sem registriran v bistvu v biljard klub Gomez tu v Mariboru. Mislim, zanimivo, z različnimi kroglami se pol daješ. Ja, biljarda sem tudi veliko preigral, vse sem tudi, sem bil, kje sem bil? V študentskih letih sem en turnirček zmagal. Človek ima milijon talentov, je bela cesta, gorski tek, To je maraton. bilo zanimivo, ko je bil ko je kar dober v biljardu, mislim, da je bil na geodezijo je študiral, pa je naredil turnirček, ne. In seveda je planiral, da bo sam zmagal in je pokal dejansko pol metra visok, ne, največji pokal, kaj ga imam. Je iz biljarda, pa pridem jaz tja, gozdar, sem ga premagal, nekako je bil jezen. Tako da sem bil prvak geodetske fakultete v biljardu, nekaj takega. Mislim, to je pa fun fact, ki ga niste vedeli. Ja. Ja. Zanimivo mi je tudi to, da si študiral gozdarstvo, pa se potem znašel v knjižničarstvu na en način. No, tako da, Smola, to pa je bila čisto življenjska smola, da sem dokončal študij takrat, ko je bil ta kriza, ne, javnih financ 2011 in je bila v javni upravi blokada zaposlovanja, ta ZVUJF zelo glasni. In dejansko v gozdarstvu je to strogo veljalo in enih 5 ali 6 let niso nadomeščali. Torej, vsako je šel v pokoj, se je samo revir razdelil in ni bilo novih zaposlitev, ne. Tako da nisem imel možnosti, sploh sem pač diplomiral 5. v svoji generaciji, čist lepo vse ne, tako kot bi moglo potekati, ne, v 5 letih sem bil konec, ampak pol je bilo ta trg dela zaprt, pa sem najprej delal v proizvodnji ene 3-4 leta, potem pa se je tukaj na Izomu pojavil razpis, ko je zahteval samo diplomo pa en tuji jezik, pa sem imel to srečo, da sem bil izbran, ostalo je zgodovina, ne. mislim, si se najdel v Sem se delu? najdel, no, mislim, to je Mislim, res. super delo, delam z ljudmi, saj dokaj podobno kot v gozdarstvu, ne, v gozdarstvu tudi delaš z ljudmi, ajde, tam si več v gozdu, ne, ampak tudi delaš v pisarni, tu pa sem pač več čas v pisarni, pa delam z ljudmi, s knjižničarji, imam tudi izobraževanje, tudi greš daj na teren v kako knjižnico, tako da ni toliko, ne, nisem v naravi, ni pa toliko drugače, kaj se dela tiče, pa to, da sem v naravi, potem po službi poskrbim, da grem malo na tek. Pa bi šel kdaj, mislim, delati v gozdarstvu, no zdaj si že 10 let v Izumu, pa v NIT-ju, pa v supportu in tako naprej. Bi šel kdaj, če bi se ponudila priložnost, ali si toliko ven iz tega, da se moče ne bi več tam videl? Sem kar toliko ven iz tega, no, se mi zdi, da če ne to greš hitro po faksu, da se to znanje izgubi, pa bi bil kar težek prehod, no. Mogoče, če ne bi bil zadovoljen tu, ko sem, ne, če mi ne bi bila všeč služba na Izumu, je zdaj priložnost, zdaj dejansko rabijo gozdarje, zdaj jih je pa premalo, seveda, ne, tako se stvar obrne. Bi razmišljal o tem, ampak
res, ne, trenutno tukaj, ko sem in službeno, in življenjsko, pač Ti ustreza. ne razmišljam o njem, mi ustreza. No. Sem si nekako našel ta svoj zen, ali kako bi rekel, bolj kot Ampak, ne. ampak če greš čez gost, pa znaš ločiti različne vrste, recimo hrastov, pa kostanjev, pa vidiš trg gost, pa nov gost, pa vzdrževan gost, to pa ti je ostalo, To recimo. še ostalo, to vidim, to opazim, ja. Je pa nekaj drugega pol načrtovati, kaj bi iz tega naredil, ne. Tega pa več ne znam, ne, kako bi nek sestoj vodil. To bi mogel se znova naučiti. Sej, Tako, tako. če bi bila to Treba. želja, pa ne, vse se hitro priučiš. Sej, nekako tak je, v Sloveniji se mi zdi, tako jaz zaznavam, da ta formalna izobrazba, ko jo dobimo, to je samo nek del, neka Res je. stopnička, pol pa itak pride službo, pa se priučiš, kaj potrebuješ v tisti službi, kaj boš tam delal in samo če si se pripravljen učiti novih stvari, pa biti prilagodljiv, ni važno, kaj si študiral, no. Boš se našel, pa boš koristen tam, ko si. To jaz, evo, otrokom polagam na srce, a ne, pa me žena potem zmer kritizira, da jim govorim, da mogoče šola ni najpomembnejša stvar. V tem smislu, da tudi če se pri 15 ne odločiš za, mislim, jaz bom pa doktor ali pa ne vem kaj, Mm, ali pa programer. Itak se in trg dela in znanja in vse skupaj se tako spreminja, krajina, okolje, mm, hkrati pa tudi, kje se pol znajdeš, a ne? Kakšna priložnost, kako se je te pripeljala, recimo, kako se je mojemu gostu zadnjič pripeljala, možnost, lahko bi bil diplomat ali pa ne vem kaj, pa je začel čevlje tako. prodajati, zdaj je, bom rekel, v čist drugih sferah, ekonomskih, Mm, je vodja projektov in tako naprej. Zanimive stvari ti pridejo v življenju, pa če tako. jih zagrabiš, lej, na koncu boš, ja, trener keglanja, ja, mislim, To, ne, noro, pa si mislim, lahko tudi to na koncu, ne, sej, ne sme si zapirati vrat, ne, sej čist možno, da se tudi v kegljanje vrnem, ne, mislim, kot šport mi je zelo všeč, ne, tako da, uh, je pa tak, zdaj, či razlika je pri ljudeh, tisti, ko so že od nekdaj vejo, kaj želijo biti, ne, in so zagnani in ciljno grejo v tisto smer, ne, to so zdravniki, učitelji, tam razumem, da hočeš to biti in če ne bi to bil, je lahko razočaranje, pa pol ne boš zadovoljen, ne, če pa je ja, tako, kot sem jaz, ko pač še sem z tiste generacije, ko je bilo v šolo, moraš hoditi, ne, šolo dela je pa že nekaj bo, pa sem hodil v šolo, pa nisem vedel po osnovni šoli, kaj bi bil, pa nisem vedel po gimnaziji, kaj bi bil, ne, pa sem naredil sicer to gozdarstvo, ampak to je bilo pač, ne, sem šel po tej poti, ne, in kljub temu, zdaj nisem v gozdarstvu, sem našel ta izum, če ti je to všeč, če rad to delaš, je povsem v redu, ne, ni nič s tem narobe in tako tako je, tak ja, pravim nasploh, ne, ti imaš pot študija, pa končaš nekje drugje, ali pa greš mimo formalne izobrazbe, pa tudi lahko čisto v redu končaš. Samo moraš tam, ko si, moraš največ potegniti, pa moraš najti tisto, kaj je zate pravo, ne. Ampak vse pa izhaja iz osebnega zadovoljstva. Ne? Torej, če nisi osebno zadovoljen, kje si, ti služba tega, če ti ni poslanstvo, ti tega ne bo dala. Ne? tako je. Mislim, to je tudi Ja. res, a ne, se Mike Rowe, ki je že imel na Discoveryju tiste oddaje, kjer je raziskoval najslabše možne poklice, tiste, ki Mhm. so tiste fekalne jame, pa ne vem kaj pucali in Ja. tako naprej. Rekel, sej, a ne, poslanstvo lahko pol najdeš, oziroma zadovoljstvo v delu moraš najti, a ne, ti si Tako. moraš sam s sabo moraš biti zadovoljen in potem si pa lahko, mislim, karkoli, a ne. Ja. Tako kot smetar, ki laufa vsak dan, pa Si meče lahko. tiste vreče noter, pa je najbolj zadovoljen človek na svetu, recimo, lahko, a ne, tako da ja. Samo to Ja, imamo mogoče Slovenci to srečo, da mi gremo v službo, da oddelamo, pol pa po službi pa živimo. Ne? Tako da nam je mogoče lažje, da nam služba ni poslanstvo, ker si vse pol, drugo po službi. Ne? poslanstvo je po službi, ko mi čakam, da v petek, ja, pa zaživim, noro, noro, noro. Uh, Glede na to, da si zdaj v teh bibliografskih vodah, pa se delaš s knjižničarji, pa z uporabniki in tako naprej, kaj več bereš knjige, ne, posegaš po literaturi ali tak in drugačni. Ja, to pa z leti pride. Priznam, da kot mlad fant nisem kaj dosti bral, da sem pol v srednji šoli sem začel malo več brati z Harryjem Potterjem, takrat je bila glih ta faza, no. Zdaj pa vedno več, no. To je nek protiutež temu, da gibanju, recimo, ne.
da ne skozi samo tečem, kolesarim, da se tu malo sedeš pa bereš. To je zdaj trenutno kar preberem, no, enih 10-20 knjig na leto. Mislim, vse vem, da to ni dosti, ampak jih pa dejansko preberem. No, to pa se mi zdi pomembno branje za tudi razvoj naših možganov, pa ohranjanje tega, ne, ker zdaj letos malo več sem poslušal tudi podcastov, teh ameriških, in mi je tako zanimivo, ko ti podcasterji govorijo, da preberejo 100-150 knjig na leto, pa ga malo dlje poslušaš, pa reče, ja, audio knjig, ne. Ja, To, je to to, prav. to, to ni branje, ne? Ti avdio knjigo poslušaš, ne, bereš, vsebino knjige imaš, ampak to ni branje, ne? Branje je, da se ti vsedeš in imaš tisti list pred seboj in bereš, in to pač sproža neke stvari, pač neke procese v naših možganih, ko jih zasloni ali pa poslušanje ne morejo nadomestiti, ne? Tako da, rad se sedem s knjigo, še najraje na morju, no? Takrat pa res na morju pa Ma- na morju pa dam mir in berem. Si, glede na to, da razvijate tudi platformo za digitalne knjige in tako naprej, imaš Mhm. rajš še zmer fizično knjigo, ali si tudi ti, ne vem, pristaš bolj digitalnih, a ne? Ali raje vzameš v roke? Pa, Uh, Moram reči, da nimam preference, da mi je oboje vredno. No? Da pač, ko not padem, mi je važno, da knjigo dobim, pol pa ali je platnica ali je na bralniku, sam da berem. Tako da, ne vem, na morje sem si letos nesel 5 knjig, pa bralnik, pa sem na koncu, mislim, na 2 sem prebral uh, kot knjigi, ne? Tri pa fizični na, obliki. tri pa na bralniku. Imaš Tako kakšen da, naslov, ki ga bi priporočil, recimo, a ne? ja, vse Pa te ti je ostal. tekaške, ne. Sam vedel, da boš to rekel. Sam vedel, da boš to rekel. Vse te kaške, Born to Run sem ga prebral že 4-krat, vem, je Vrhunska kičast, knjiga. ampak ne vem, te kaške, kaki ultramaratonci so zanimivi, ko pol vidiš tudi njihovo rast, ne, kot oseba, pa tudi kaj vse je možno, no. Mislim, rad berem take stvari, da ti dajo nekaj več, neki vpogled, kaj vse je možno, ker če tega ne bereš, sploh ne veš, ne. Mislim, ne vemo, kaj vse ljudje zmorejo. In zdaj konkretno jaz pač berem tek, ampak lahko bilo karkoli drugega, kjerkoli drugi šport. Da vidiš tudi, kak prideš do tega, kako se ljudje tega lotijo, kako razmišljajo, kakšna so odrekanja, ne, kaj vse je za tem, ker pač tisti, ko ne poznajo, rečejo, ne, lepo je njemu, vse je svetovna zvezda, ne, ima ne vem koliko denarja, ampak ne, pa se res sprašuješ, koliko je to nekega odpovedovanja, ne. Mislim, meni, na primer, je zelo pomembno, da sem doma, da sem z družino, ne, z hčerko, ženo, ne, ti si, če si vrhunski športnik, pa greš vsak teden na drug konec sveta, ne, je to naporno, tudi če imaš več denar na svetu. In fajn je videti pol te knjige, ko prebereš, kako se ljudje s tem spopadajo, kako se s tem, ne, kako se tega lotijo. Še posebej pa so zanimivi ti ultratekači, ko ni gnara zraven, tu pa malo vidiš v tisto psiho, ne, kak deluje, ko ni zunanja motivacija, ko je samo notranja motivacija, pa se sprašuješ, pa kaj za Boga ti je tega treba, ne? Po pa 10 let kasneje, pa še sam take bedarije delaš, pa hodiš, ne vem, cel dan hodiš na pohorje, pa te tam ljudje gledajo, kaj ti s tabo je. Ja, Zadnjič sem, ko sem se pripravljal to je bilo prav smešno, ko sem se pripravljal za Italijo, pa sem šel 3-krat gor. In gor sem šel peš, dol sem šel z gondolo. Pa grem prvič gor, pa srečam en par na polovici poti. Pa grem drugič po gor, pa srečam isti par, ko gre ta dol na tretjini poti. Pa grem tretjič gor, pa jih na dnu srečam, pa oni fant reče za mano, gospod, kaj z vami je, vse v redu? Rekel, ja, vse je v redu, vse je v redu, vse grem že zadnjič. Ne, tako jaz berem knjige ultramaratoncev, samo če me nihče gleda, tudi meni reče, ne, kaj s tabo vse v redu, kaj ti. Ja. Jaz upam, da še je vse v redu z mano, samo se ne vem, se ne vem. hvala Bogu, nobenemu tekačem ni čisto vse v redu, zato se tako dobro razumemo, ker imamo vsi isto bolezen ali pa isto motno in zato se tako dobro razumemo. Ne samo, Ja. da tečemo, a ne, še raje se o teku pogovarjamo, o teku Mhm. beremo, ja, o teku Ja. sanjamo, skoraj da, ne. Mhm. Ampak, lej, meni se zdi, če kaj, tek odlična tema za vse našteto, tako da, lej, a ne. Je, vsekakor je, vsekakor je.
Pa kolesarstvo, ko si poškodovan. Pa so spet tam, ja, vsak tudi Pa jaz so spet tam, ne. Pa so spet tam, ampak v kolesarstvu bo drugič, super urca pa pol, dobra urca pa pol je bila, tole, tole je šlo, pa še le malo začela se pogovarjati. Tadej Srdinšek mi je bilo čast in veselje, res si me spravil v dobro voljo, posebej s tem svojim pozitivnim pristopom k vsem stvarem, a ne pa k stvarem, katerimi se ukvarjaš, res zanimivo. Lej, obljubim, da se naslednje leto nekje vidiva, če ne na veliki planini, ja, ker te počakam gor na vrhu, pa kje drugje. Enkrat moram iti na Markoton, pa Ormož, to obljubljam. Pridi, super prireditve, le pridi. Poznam organizatorje vseh teh dogodkov in so mi res ljudje pri srcu in enkrat bom prišel, no, že zaradi tega, ja, da vidim, kako nam mladiš. Vse veš, Štajerci smo prijazni, to je vedno lepo priti, moraš se jim priti. Štajerska mi je ljuba in ja, lej, nekje se vidi, da jaz se ti zahvaljujem za tvoj čas, za tvojo energijo, za tvoje zgodbe, super je bilo. Hvala tudi tebi, da vztrajaš, pa je to res, rad te poslušam, lepo, da imamo tako platformo tudi v Sloveniji. Hvala. Evo, naj bo sezona 26 najboljša doslej. Tako. Hvala ti. Srečno, hvala.